Pozdravljeni na tiskovni konferenci, ki jo prireja Konjiška atletska šola, z namenom predvsem predstavitve projektov v letu 2013. Prvi projekt, ki se bo izvedel letos 25. maja, je že 7. atletska olimpijada, to je že eden izmed večletnih projektov Konjiške atletske šole in tudi eden izmed največjih športnih projektov v občini. Izvajala se bo na stadionu Dobrava, udeležile se bojo pa vse 3 osnovne šole iz občine, torej Loče, ob Dravini in Podgoro. Več o organizaciji pa prosim Toni Monar, predsednik Kaša. Katja je lepo uvedla že in z veseljem je povedala tudi termin, to pomeni 25. maj letošnje leto, torej v soboto. Ta dan je tudi dan mladosti sicer. Jaz ga z veseljem, bom rekel, izpostavljam, zato ker je, bom rekel, čisto pravi dan tudi. Na stadionu bo približno 1000 mladih osnovnošolcev in ta masa oziroma to število ljudi na nekem prostoru teh mladih, ki navijajo za svoje sošolce, za prijatelje, je nekaj čisto osebnega občutiti. Ta energija in jaz pravim, da to je čisto prav, da to je res dan mladosti. Tako da vabim vse, da mogoče res pridete pogledati in občutiti to energijo naših najmlajših. Kot je že Katja omenila, že 7. atletsko olimpijado letos prirejamo in z veseljem ugotavljam, da so jo zase sprejeli tisti, katerim je namenjala, torej osnovnošolci in pa tudi šole. Tudi v letošnjem letu bojo te šole tekmovali za veliki prehodni pokal, seveda pa tudi individualno vsak posameznik v svojih disciplinah. Vse 3 osnovne šole iz naše občine se bojo najprej za svečanim mimohodom, ki se bo pričel ob 9:30, predstavile, potem bo kratek, bom rekel, nagovor gospoda župana in pa organizatorja, potem pa ob 10. uri se pričnejo že prve discipline v teku na 60 metrov. Prav tako bojo šole oziroma učenci tekmovali še v teku na 200 metrov oziroma 300 metrov, v bistvu starosti. Potem pa bojo tekmovali v tekih na daljše proge, najmlajši prva triada na 400 metrov, druga triada na 600 metrov in tretja triada na 1000 metrov. Ob tem na koncu imamo še štafete, medtem se pa dogajajo tudi tehnične discipline, torej skok v višino in v metu vorteksa. Do sedaj je največkrat zmagala osnovna šola ob Dravini, 2-krat do sedaj pa že zmagala tudi osnovna šola Podgoro. V lanskem letu so dejansko zadnje štafete povedale, kdo je zmagovalec v točkovanju in upam in verjamem, da bo tudi letos, bom rekel, neizvestno do samega konca. Šole se že pripravljajo, koliko smo z njimi v kontakti, toliko otrok, v reprezentaciji vsake šole bo približno 70 otrok, je tudi organizacijsko za strani šol, ker en projekt, tako da se že marljivo pripravljajo in verjamem, da nam bo poleg dobre organizacije streglo tudi, kot do sedaj je lepo vreme, toliko mogoče, sicer pa še potem eventualno na koncu nekakšno vprašanje za sebe odgovorili. Hvala lepa. Do zdaj je znano, da se Kaš ukvarja in spodbuja mlade v športnem udejstvovanju in v udejstvovanju v atletiki, ampak letos so se odločili, da atletiko predstavijo tudi malo starejši populaciji, približajo ta šport in sicer bo v ta namen letos začela delovati rekreativna tekaška skupina in sicer 8. maja bo prvi trening. Ta skupina je v bistvu namenjena vsem tekačem začetnikom in vsem rekreativnim tekačem, ki bi se radi naučili tehnik pravilnega teka. Skupino bosta vodila gospod Moner in Natalija Leskovar. Pa mogoče kaj več o tej skupini? Ja, na osnovi tega, da so veliko staršev, ki imajo otroke v naši atletski šoli, izrazili željo oziroma zanimanje, zakaj pa naj bi tudi za nas kaj organizirali, kar nekaj let zorela ta ideja. No in letos smo se odločili, bom rekel tudi s podporo novici na Radio Rogle, ki bojo tudi medijsko podprli ta projekt, da bomo organizirali to rekreativno skupino
Za začetek bomo to izvajali ob sredah med 19. in 20:30 ur na osnovni šoli v Trvini, glede na dane pogoje atletske steze. Ob morebitnem večjem interesu in bom rekel, ne samo rekreacije, ampak mogoče celo neke nadgradnje, pa bomo seveda potem primerno temu tudi ta program prilagajali. Kot je omenjeno že samega naziva, rekreativna atletska oziroma tekaška skupina, pomeni, da štartamo predvsem na tiste, ki bi radi začeli z tekom, ali pa so tisti, ki so šele začeli teči, da skupaj spoznamo neke osnove, kako se pripravimo na tek, kako se razgibamo, kako se teče, na kak način se trenira, na kak način preprečiti to, da pridemo z treningom v tisto negativno stvar, to pomeni preutrujenosti, to pomeni prava mera neke aktivnosti. In pa seveda nam je vsem skupaj cilj, da bi se mogoče v mesecu septembru, ko pa bomo izvajali tudi eno večjo prireditev v Slovenskih Konjicah, konjiški maraton, mogoče se tudi tega udeležili. To pomeni izziv vsem tistim, ki bojo prišli, da mogoče tisti najhrabrejši, ki bojo začeli zdaj, se mogoče udeležijo teka na 10 ali pa mogoče celo 21 km. Jaz verjamem, da nam bo to uspelo, ker za neko konkretno ali pa ustrezno pripravo predvsem z vestnim in marljivim delom ne bi smelo to delati problemov. Torej, Toni, kakor si že sam povedal, pridemo zdaj na tretji največji projekt konjiške atletske šole. In sicer to je izvedba prvega konjiškega maratona, ki bo letos prvič izveden v Slovenskih Konjicah in sicer na zadnjo nedeljo v septembru, to je letos 29.9. In sicer maraton, konjiški maraton bo v bistvu mali maraton, tek bo na 21 km in pa na 10 km. Trasa bo potekala v vznožju Škavc do Zrež, kjer se bo pri juniorju vrnila nazaj proti Konjicam, potem pa skozi Konjice, staro mestno jedro, ciljno startna ravnina, bo pa tu spredaj pred Domom kulture. Mogoče še kakšno podrobnost več o konjiškem maratonu? Ja, tudi ta ideja o maratonu je zorila kar nekaj časa in bom rekel, jaz verjamem, da je to zdaj pravi čas. Namreč že leta 1997 smo v Slovenskih Konjicah izvedli tek za pokal Slovenskih Konjic, ampak glede na odzive, bom rekel, udeležence in pa dejansko samega mesta, samih ljudi, smo takrat spoznali ali pa ugotovili, da še mogoče ni primeren čas za takšne dogodke. Zdaj pa, ko pogledamo, ko prihaja ta pomlad, končno, zunaj vidimo kar veliko tekačev, veliko rekreativcev, tudi atletika, predvsem pa te daljši teki, mali maratoni, 10-kilometrski teki in tudi veliki maratoni so v trendu spona glede zanimivosti oziroma aktualnosti in smo se tudi zato v letošnjem letu odločili, da pa pristopimo k temu dogodku. To bom pa rekel, da je tudi, bom rekel, neka nadgradnja neke atletske olimpijade, ker imamo neke določene limite znotraj regije, nekega prostora naše občine, da se lahko odpremo tudi navzven. To pomeni, pričakujemo približno 1000 tekmovalcev že prvo leto, to je izredno visok cilj takšnega teka, maratona, za udeležbo v prvem letu 1000 še v Sloveniji ga ni bilo. Jaz verjamem, da z nekimi izkušnjami, z poznanja tega področja, glede na osnovi minulega dela mojega, tudi naše trenerske ekipe, tudi na osnovi odzivov prvih že, verjamem, da nam bo uspelo. Predvsem pa moram tudi izpostaviti to, da sem najbolj zadovoljen in vesel, da se že na samem začetku vidi, da ga kraj, ta maraton, to prireditev sprejema. In tukaj bi se na tem mestu, v tem času, ko vemo, kako je zbrati vsa sredstva, vsaka organizacija pa pomeni na koncu tudi denar, se zahvalil tako županu občine Slovenskih Konjic, ki nam je velikodušno že na samem začetku nas podprl pri ideji in nam je tudi obljubil pomoč pri sami realizaciji, Zavodu za šport, občini Zreče tudi, bom rekel tudi podjetju Unior, kot podjetju, ki je dejansko spoznalo aktualnost tega dogodka tudi v kontekstu promocije njihovega podjetja, kot vemo, da se ukvarjajo tudi z športnim turizmom.
in pa veliko malih podjetnikov tukaj v Slovenski Konjici je že izrazilo pripravljenost po sodelovanju. Jaz verjamem, da bo maraton na tehničnem zelo visokem nivoju, da nam bo služilo tudi vreme, kar je tudi bistvenega pomena za eno takšno prireditev, ki se dogaja zunaj. Posebnost maratona, ki naj bi bila drugačna od ostalih maratonov, naj bi bila predvsem to, da bo posvečena ali pa bomo rekel fokusirana na same udeležence. Probali bomo zagotoviti čim boljšo počutje ob prireditvi in na sami prireditvi, to pomeni tudi tekači, ob trasi bojo naše plehmunske, tako konjiška kot zreška, pospremila te tekmovalce, tudi kakšni ostali ansambli. Za vse tekmovalce, ki bojo se prijavili in prišli smo za našimi bomo rekel, podjetniki iz Slovenskih Konjic, podjetji, pripravili tudi štajersko malico, to pomeni Zlati Grič bo priskrbel vsakemu 2 deci stekleničenega vina, podjetje Strašek bo vsakemu tekmovalcu podelila en kos 20 gramov suhe salame, pekarna Bočko iz Belovega pa neko kruh oziroma pogačo. Tako da hočemo tudi za samim sporočilom tega maratona povedati, odkot smo, kakšne običaje imamo tukaj, na kak način živimo tukaj in verjamem, da se bodo ljudje, ki bodo prišli na ta tek, se počutili prijazno in pa domače. Toni, bi še mogoče kako besedo na omenu trasi? Trasa je mogoče tudi, tukaj na ekranu imamo, kot se že ti prej omenila, bomo štartali pred kulturnim domom, šli preko glavne ceste in potem pod Škalcami, se tukaj pravno kliknem, da te laže, potekala pod Škalcami vse do Zreč, mimo podjetja Unior. Tukaj je 5 km, kjer bo tudi, tudi ena taka postojanka za okrepčili, prav tako tudi z kulturnim programom za tiste, ki bojo tam sodelovali in gledali. Potem se pa spuščamo v zadaj, proti Slovenskim Konjicam, prihajamo do Špara in potem gremo zopet tukaj pri tem trgovskih centrih čez cesto, čez glavno cesto, pod osnovno šolo pod Goro in se potem vračamo po starem mestnem trgu, ki verjamem, da bo pa zaživel v polni luči že do takrat v sam cilj. Tekači na 10 km imajo en krog, tekači na 21 km bi imeli pa 2 kroga, tukaj se vidi tudi tale pentlja, ki ga bo mogli v drugem krogu tekači na 21 km še obdelati, to pomeni pod gasilskim domom, se spustiti mimo Kostroja po ozki ulici nazaj v trg in potem v cilj. To je, kar se tiče trase. Hvala lepa. Več o konjiškem maratonu, podrobnostih, trasi in tako dalje na internetni strani www.konjiškimaraton.si. Zdaj pa bi predala besedo gospodu županu in sicer predvsem zaradi tega, ker ste se odločili podpreti ta dogodek v večjih vidikih, pa če lahko kakšno besedo zakaj? Ja, prav gotovo v današnjem času, ko se ogromno prostega časa prebije v omejujočem stanju zaradi razvoja informacijskih tehnologij, opažamo, da se predvsem mladi vse manj gibljajo. Vemo pa vsi, da je za zdrav način življenja potrebno poleg zdrave prehrane tudi dosti gibanja. In jaz sem izjemno vesel, da se poleg vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, pa raznih rekreativnih klubov, še kdo drug trudi, da mlade navadimo na ta način življenja, da je potrebno vsak teden nekaj ur preživeti v stanju, ko je potrebno kakšen napor, ko je treba zadihati na svežem zraku in se razgibati. In ker je atletika, kot radi rečemo, pravica športa, sem izjemno vesel, da je tukaj tudi konjiška atletska šola, ki, kot smo malo prej slišali, v letošnjem letu pripravlja 3 projekte, najprej tistega že znanega atletsko olimpijado, ki je namenjena osnovnošolcem, potem malo starejšim z rekreativno tekaško skupino in letos prvič ta maraton,
imenovani sicer Konjiški, poteka po Dravinji, nekako po dolini Dravinje in skupaj z občino Zreče. Zato ravno pristopamo v to zgodbo, kajti lokalna skupnost ima tudi predvsem namen, da zagotovi za vse prebivalce tiste prave, resno temu primerne pogoje za življenje. In prav gotovo je ena pridobitev navad, da ti postane tek ali pa rekreacija potreba, je prav gotovo pravi čas, da se začnemo ukvarjati pri vseh starostnih oblikah in tistih, ki se bodo udeležili Konjiškega maratona, je to pravzaprav nagrada za vso delo med letom, kajti potem je potrebno tudi svoje zmogljivosti, telesno kondicijo tudi nekdo pokazati in za to prejeti priznanje. Jaz vidim smisel v tem, da lokalna skupnost pristopi, da podpre takšen projekt, ki pomeni v prvi vrsti velik napredek v razmišljanju za domače prebivalce, za tiste, ki pridejo iz drugih krajev, pa poleg tega, da se gibljajo, da se ukvarjajo vse leto, da se pripravljajo na maratone, tudi to, da vidijo, v kako lepih krajih mi živimo. Se pravi, to je nek način tudi promocija naših krajev, naših ljudi in pa nekako priložnost tudi za spoznavanje z ljudmi iz drugih koncev. Zato čestitke in trdno verjamem, čestitke k tako hrabrim odločitvam, kot je organizacija maratona. Tisti, ki smo se zdaj ukvarjali z organizacijo kakršnikoli prireditev, vemo, da je to potegne za seboj ogromno drobnih detaljev, ki pa, če en teh kamenčkov manjka, potem pa slika ni več tako lepa, kot bi sicer bila. In glede na dosedanje izkušnje verjamem, da bo predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratona, vodja Konjiške atletske olimpijade, Konjiške atletske šole in svojo ekipo speljal tako, da bomo vsi skupaj lahko ponosni na ta dogodek. In jaz se že veselim tistega dne, ko bo res 1000 tekmovalcev na prvem Konjiškem maratonu in čestitke za pogum in čestitke tudi za vso tisti uspeh, ki bo na tisti 29. september. Hvala lepa. Pa še gospod Pinter, mogoče kot direktor Zavoda za šport, kakšno besedo? Jaz bi najprej res čestitil za tako pogumno potezo. Mi Konjiško atletsko šolo že poznamo kot odličnega organizatorja. Šolskemu športu res ogromno prispeva že za organizacijo atletske olimpijade. Prireditev, ki že dolgo poteka, ki je že zelo sprejeta, ki so tudi otroci vzeli za svojo. Seveda pa ta projekt Konjiškega maratona pa še posebej zahteven in jaz želim vse dobro, pomagali bomo tudi z naše strani. Bi pa rad povedal, da ta projekt sicer sam maraton ni nov, zgodil se že pred 2 in 3 leti v organizaciji kolesarskega kluba Rogla, vendar v drugačni obliki, v drugačni širini. Ta projekt, ki ga organizira Konjiška atletska šola, je nedvomno dosti zahtevnejši, tudi veliko bolj ambiciozen. In če bomo res uspeli na tak način zastaviti, da bomo v prvem letu 1000 ljudi privabili, kar mislim, da je možno in da je tudi pravilno, da se zastavi tako optimistično in da to se še razvije. V naslednjih letih bomo dobili ne samo velik športni dogodek, ampak tudi res, kot je župan povedal, velik promocijski dogodek in tudi ljudje bodo prihajali iz cele Slovenije. Z športnega stališča bi rad povedal, da je pa zelo dobrodošlo, da bojo tudi občani motivirani, da se bojo pripravljali na maraton. Na maraton nikoli ne greš, da se ne bi prej malo pripravljal. Na ta način jaz verjamem, da bo velik prispevek k rekreaciji, da bojo ljudem tudi motivirani, da grejo prej malo teči in da se čim bolj fizično in psihično pripravljajo na ta dogodek.
Tako da nedvomno velik prispevek športa in to bo sigurno tudi eden največjih športnih dogodkov v Konjicah prihodnje. Hvala lepa. Danes bi z nami tudi morali biti predstavniki Uniorja, saj so pristopili k organizaciji konjiškega maratona kot srebrni pokrovitelj. V zadnjem trenutku v bistvu zaradi odsotnosti glavnih akterjev se niso odeležili te tiskovne konference, so pa nam poslali eno izjavo in sicer željo, da jo preberemo, tako da če vam je prav, bi prebrala kratko izjavo strani Uniorja delniške družbe. In sicer podjetje Unior DD se zaveda, kako pomembno v današnjem času je zdravje in zdrav način življenja. Unior se že nekaj časa trudi z raznimi projekti in aktivnostmi pozitivno vplivati na zdravje svojih zaposlenih. Ker je nadvse pomembno, kako diha lokalno okolje, se je vodstvo Unior DD odločilo podpreti aktivnosti Konjiške atletske šole Kaš kot srebrni partner. Unior delniška družba z raznimi projekti in aktivnostmi svojim zaposlenim želi omogočiti čim bolj zdravo delovno okolje in okolje v bližnjih lokalnih skupnostih. Eden od načinov zagotavljanja zdravja zaposlenih je spodbujanje športnih aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na zdravje tudi izven podjetja. Zato se je delniška družba Unior odločila, da podpre atletsko šolo Kaš. Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveni absentizem, izvirajo tako iz delovnega okolja kot iz lokalnega okolja. Tudi prakse drugih podjetij kažejo, da tovrstni pristop k zdravemu absentizmu v podjetju uspešno vpliva na zdravje zaposlenih in njihovih družin. Namen podjetja Unior DD je s ciljnimi aktivnostmi dobro obvladovati zdravstveni absentizem ter tudi tako prispevati k pozitivnim učinkom. V Uniorju se zavedamo, da je zdrav način življenja tisti, ki nam omogoča kakovostnejše bivanje in posledično tudi produktivnejše delo. Le način življenja je tisto, ki nas oblikuje, kako živimo in kako delamo. Unior DD, služba za odnose z javnostmi. Zdaj bi pa rada dala še priložnost k sedmi sili, da postavi kakšno vprašanje navzočim. Mogoče odgovori preteknih organizacij, če že pa približno. Se bo verjetno treba tudi dost ljudi. Sama organizacija te prireditve poteka že približno pol leta. Če kljub temu, ko hodimo na vrata in prosimo za določeno dovoljenja, tako v Ljubljani na direkciji za ceste kot lokalno, si reče, vse to je šele pa septembra. Ampak hočem jih povedati obseg ene takšne prireditve, namreč prečkali bomo kar nekaj cest, varnost mora biti na prvem mestu, potem je tukaj zraven zdravstvena ekipa, potem je tukaj sama zgolj organizacijska ekipa, časomerilci pridejo iz Tajminga, iz Ljubljane, potem potrebujemo kar nekaj sodnikov, ki zaenkrat še v Slovenskih Konjicah nimamo atletskih, bojo tako iz Ljubljane, iz Celja in Slovenske Bistrice. Potem je tukaj kulturni program, ki se bo izvajal, ker hočemo, da tudi tisti ljudje, ki bojo to spremljali, ta dogodek tudi pred kulturnim domom, da tistih pol ure preden bojo tekači naokrog, da bo se nekaj dogajalo. Poročal naj bi znan slovenski komentator Peter Kavčič, z njim sem tudi že dogovoril, to pomeni, da bi naredili čim bolj aktualno tudi zadevo izven tekmovalnosti. Pri sami zabori ceste bo sodelovalo približno 150 organizacij za samo zaboro ceste, tukaj smo že v dogovori z avtomoto društvom, potem z gasilci iz Slovenskih Konjic in iz Reč. Tako da ocenjujemo, veliko prostovoljcev bo tukaj sodelovalo pri sami organizaciji, ocenjujemo, da približno med 200 in 300 ljudi bo vpleteno tisti dan v samo organizacijo, ob progi in ob njej in na njej. Tako da je ta projekt, bom rekel, da nas je kar malo presenetil, ko smo začeli delati, jaz sem vedel to nekaj več, ampak potem, ko pa greš v detalje, pa vidiš dejansko kakšna stvar je to. Še kakšno vprašanje mogoče? V redu, potem pa s tem tudi zaključujem tiskovno konferenco. Hvala lepa za vašo udeležbo.